Živijo, jaz sem Eva in rada žongliram ter programiram. Zadnje čase pa veliko slišim tudi o kibernetskih napadih, zato komaj čakam na pogovor s strokovnjakinjo za kibernetsko varnost Kristino Batistič. Kaj natanko delaš kot strokovnjakinja za kibernetsko varnost? Kako izgleda tvoj dan? Jaz delam v ekipi, ki dela na zaznavanju napadov za stranke. Če pride nek heker v računalnike podjetja, to zaznajo in pravočasno obvestijo, zato da ne pride naprej do podatkov. Kdo je heker? Beseda heker izhaja iz tega, da je to nekdo, ki zelo dobro pozna neko tehnologijo. Prvi hekerji so bili v bistvu predvsem geeki. Danes ta beseda pomeni nekoga, ki zna priti v podjetje, zna priti do nekih podatkov in to morda izkoristiti. Ali zna strokovnjakinja za kibernetsko varnost tudi izpeljati kibernetski napad? Ne ukvarjam se z etičnim hekanjem, torej samim izvajanjem napadov, ampak z obrambo pred njim. Poznam pa neko osnove, tako da kaj malega bi lahko. Potem zdaj naši telefoni niso varni? Največkrat se ti lahko kaj zgodi, če preneseš aplikacijo kar nekje z neke spletne strani, ali pa recimo, ko dobiš neko sporočilo, ki ima link noter, pa pravi, da boš dobil, 1000 evrov, če klikneš gor, to pa navadi se ne dobro konča. Ali ti tudi spoštuješ ta pravila ali samo predavaš? Sama ne klikam na nenavadne zadeve, ker ponavadi se nič dobrega ne skriva za njim. Kibernetskih napadov tudi na ministrske spletne strani, ki bi morali biti naši podatki še posebej zavarovani, je vedno več. Zakaj pa jih je vedno več? Ker so orodja za izvajanje teh napadov vedno bolj dosegljiva. Omenila si umetno inteligenco, ta zelo pomaga napadalcem pri lažjem izvajanju napadov, prav tako jih pa vedno več zaznavamo. Meni je programiranje všeč, ker daš napravil kas in te poslušam. Kaj pa tebi? Meni je še bolj všeč, kadar ugotovim, kaj je programer mislil, da bo program naredil, pa najdem še nekaj, kar ni predvidel, pa vseeno lahko naredi. Kristina je res super in zaradi njenih nasvetov bodo moje naprave še bolj varne. Poskrbi za varnost tudi ti. Adijo!